Vizija nadstandardnega doma pod Gorco je, da izboljša življenjske pogoje za ljudi, ki zaradi starosti niso več zmožni sami kreirati svojih življenjskih okoliščin. Postavljati želijo nove standarde institucionalnega varstva starejših v Sloveniji in jih aktivno vključevati v družbo. Pri nas je, kar se tiče medgeneracijskega druženja, ogromno. Tudi vsako leto prirejamo 3-dnevni otroški tabor naših zaposlenih. Torej, otroci naših zaposlenih pridejo in preživijo 3 dni v našem domu na raznih aktivnosti, zdaj v sklopu doma, nekaj pa jih tudi priredimo točno namenjene za njih. Dom se lahko pohvali tudi s številnimi prostovoljci, ki starostnikom plemenitijo življenje. Med njimi za enega izmed starostnikov v domu pod Gorco skrbi tudi 13-letna Ajda Augustinovič, ki je pred 2 letoma od predsednika Pahorja prejela častni naziv najprostovoljke leta 2016. Poleti, ko je lepo vreme, ga včasih peljem na sprehod, se pogovarjamo vedno, zdaj igramo šah, včasih mečeva na koš, pa tudi se včasih igrava spomin in ob tem vedno najdemo kako temo za pogovor. Prostovoljstvo je dejavnost, ki deluje vzajemno. Sam sebi postaneš bolj razgledan. Mene je, na primer, gospod Gutmacher naučil, naj vedno gledam pozitivno na življenje in sem res zelo hvaležna, da sem lahko tukaj prostovoljka. Potrebno pa si je tudi priznati, da domovi za starejše v veliki meri pomenijo tudi zadnjo življenjsko postajo. Prav zato sta paliativna oskrba in psihološka podpora svojcem v takšnih trenutkih izjemnega pomena. Izobražujemo se veliko, imamo pa v bistvu eden izmed redkih domov v Mariboru, ki imamo hospic sobo. Torej sodelujemo tudi z Slovenskim društvom Hospic, imamo posebej prirejeno sobo, kjer se svojci lahko dostojno poslovijo od svojega bližnjega. Tudi v tem letu bomo mesečno imeli posvetovalne urice, ne samo za svojce, ampak za vse okoliške, da bomo jih v bistvu seznanili z perečo problematiko in jim v bistvu približali, da se bojo lažje spoprijeli z težavami, ki jih pretijo. Tudi na mariborski občini se zavedajo problematike staranja prebivalstva. Tudi prej omenil, so upokojenci danes tisti, ki so nam tlakovali pot, po kateri hodimo in si zaslužijo človeka vredno življenje. In to, kar danes nekateri živijo, ni prav in morajo živeti dejansko tako dobro, kot živijo stanovalci v domu pod Gorco, kjer imajo odlične razmere za bivanje. Mariborska občina bo starejšim prišla naproti tudi s prilagajanjem grajenega prostora in infrastrukture. Povečati želijo tudi delež oskrbe na domu ter tako zmanjšati pritisk na institucionalno oskrbo. Z dodatnim zaposlovanjem zdravstvenega kadra želi občina izboljšati dostopnost zdravstvene oskrbe, kar bi po njihovo prispevalo tudi k krajšanju čakalnih dob.